Cenjeni slavnostni zbor, dragi organizatorji, spoštovani novodobni blejski gospod Rikli, gospod Vojko Zavodnik. Jaz mislim, da danes vsi čutimo, da je tukaj izjemen praznik. Da se zavedamo, da to, da neka tradicija živi, je nekaj nepopisno dragocenega. In da te stvari niso same po sebi umevne. In da je pomembno to, da so tukaj mlade generacije, ki morate od malega naprej srkati korenine nekega znanja, nekih navad, tradicije. Tradicija je tisto, ta najboljše, kar lahko dobimo od preteklosti. In ko te stvari začutimo, pravzaprav vemo, kako moramo danes delati in kam se moramo naprej usmerjati. To nikoli ni lahko. In zato recimo je tako pomembno vedeti, kdo si, kaj zmoreš, imeti svojo identiteto, izgraditi svojo profesionalno identiteto in iz vsega tistega žlahtnega, pravzaprav najžlahtnejšega, kar v tvojem okolju obstaja, še posebej, če se profesionalno v to upneš, kot ste vi, ki hodite na šolo wellnessa, turizma, gostinstva, pa nadalje seveda, da ne govorim o domačinih, ki živijo svojim krajem, njegovimi koreninami, čudovitimi zgodbami, neprecenljivo dediščino. Iz tega črpamo to kleno moč, da pravzaprav lahko gradimo današnji in jutrišnji dan na najbolj žlahtn možen način. Po tem izjemnem predavanju, kjer pravzaprav smo slišali vse tisto temeljno, kar Arnolda Riklija seveda postavlja v prostor in čas, je dobro tudi malo videti pravzaprav, kako so pa te stvari po svetu tekle. In kakšen je tudi odnos med medicino in med metodami, ki so dopolnjujoče. Tukaj bi zelo rada poudarila še posebej za vas, ki boste kot profesionalci v wellnessu hodili to pot. Treba je vedeti, da eno je šolska medicina, ki je vedno z dokazi, znanstveno podprta, drugo so dopolnjujoče ali komplementarne metode, ki pomenijo, da zelo pomagajo seveda zdravljenju. In tukaj je vaše delo. Alternativne medicine so pa spet nekaj tretjega. So pa tiste, ki pa imajo zelo vprašljive učinke. In zato je pomembno, da se vi zavedate, da vaše delo je komplementarno delo. Vaše delo je tisto, ki človeku daje, ob recimo še posebej bolezni, poleg ustreznega zdravljenja, vso dodatno pomoč, ki ga gradi fizično, psihično in tudi duhovno. Na vseh teh treh ravneh. Torej prav telo, somatsko, potem psiha kot duša in tudi duhovno. Vsaka naša beseda je duh, vsaka naša misel je duh. Tako da tudi vaša prijazna beseda, ko vi komunicirate s svojim bolnikom, svojo stranko, svojim klientom, je del tistega, kar odnese s seboj. In tukaj ne pozabite, da vam tudi kot zdravnica s življenjsko izkušnjo poudarim, kako izjemno pomemben je prav ta zadnji del. Danes mi vemo, da je okoli 30% tega duhovnega, ta beseda, ta spodbuda, ta prijaznost, ta srčnost, ta toplina, je tisto, kar človeka dejansko dviguje in mu da energijo in mu da moč in mu da vero. In temu tudi rečemo placebo
Ampak to ni nič slabega, placebo povsod obstaja, veste, ne samo v medicini, povsod na vsaki ravni, a ne. Tudi, če za starejše rečemo, a ne, doma, ko objameš že kot starejši svojega moža, pa se mu malo nasmehneš, a veste, ni to ista zaljubljenost kot pri 20-ih, ampak je nekaj tistega toplega, mehkega, kar človeku da notranji občutek vrednosti, kjer mu srček zaigra in kjer čutiš, da je življenje lepo. In Rikli pravzaprav ni toliko teh stvari počel. On je bil en težek samouk, a veste, en velik garač. On je bil pravzaprav, če mene vprašate, res je bil garač, no? Mogoče bi špartanec tudi, a ne, tudi otroke je strašno špartansko vzgajal. Je imel 10 otrok, a ne, a veste, 7 jih je umrlo. Veste, to so bile hude stvari, ne. In Riklijeva pot je zato dobro bilo, da ste jo slišali in da si mi predstavljamo, kako pravzaprav je bil celo, če hočete, gladiator, ker je pač hodil tisto, v kar je verjel, kar je po malem spoznaval. Ampak zdaj poglejmo, kaj pravzaprav je tisto, kar nas skozi medicino, skozi čas pelje, pa ne samo skozi medicino, skozi zdravje in skozi bolezen. Torej, te naravne metode zdravljenja so tiste, ki so od nekdaj obstajale, ker človek je od nekdaj tudi se boril proti boleznim in bil bolan in se dejansko tudi poskušal ozdraviti. In pri tem so pač skrbno opazovali, empirično, kar so videli, kaj jim pa dejansko lahko pomaga. In tisto, kar je najbolj evidentno, so pač stvari iz narave, za katere sami čutimo, da nam prijajo. A ne? Ko vidiš ti vodo, čutiš, kako te dvigne, čutiš, kako je to nekaj lepega, vsi rečemo, wow, in pri bledu res lahko rečemo, wow, a ne? Tako da hidroterapija ali zdravljenje z vodo je prastara metoda. Od nekdaj je obstajala in gotovo bo tudi ohranila to neko pomembno vlogo. Se je pa skozi čas seveda modificirala. In pri tem jo v glavnem poznamo kot balneoterapija. Balneoterapija je namreč nekaj, kjer imamo torej balneum, izraz je kopel, logos je znanost in je to ena najstarejših metod zdravljenja, ki predvsem koristi zdravilne učinke podtalnice, torej zdrave, dobre vode, a ne? In to za zdravljenje, za preventivo, za rehabilitacijo, a ne? Za vse, kar pač delamo v medicini in v zdravstvu, a ne? In predvsem pomembni so tudi recimo pri tem topli vrelci, ker veste, kako vsi čutimo, kako je fajn v nekaj toplega zlesta, ne? Tako da ti topli vrelci pa so lahko tudi termomineralni, lahko so pa pač navadna voda, ne? In morajo imeti vsaj 65 stopinj Celzija, da lahko jih tako imenujemo. In če se skozi zgodovino človeštva ozremo, so te hidroterapevtske metode obstajale od nekdaj, od najstarejših civilizacij, skozi antični čas, skozi recimo, tukaj imamo staroegipčanski bazen, ki ga vidimo recimo in je narejen na tak japonski način, Japonci imajo take majhne bazenčke, tople vode, da zlezeš noter, pa greš potem fajn pregret v hladno zimsko recimo deželo, ne? Potem recimo antična kultura, Rim je bil še posebej znamenit po svojih številnih termah in termalnih vodah in kopališčih, a ne? In tako naprej. Tako da je voda bila tista, ki se je na različne načine uporabljala skozi vso zgodovino človeštva. Recimo v srednjem veku imamo kup takih prizorov, kjer recimo tukaj je zelo lepo prikazano, kako na levi strani vstopajo v bazen bolni in kako na desni strani izhajajo ven zdravi, a ne? To je res nekaj, kjer si rečeš, wow, torej gre dejansko za simboliko zdravilne moči vode in njenega delovanja. Ne pozabimo pri tem tudi na družabni moment, na socialni moment, na srečevanje z ljudmi, na pogovore, na igre v vodi, škropljenje, nagajive igrce in tako naprej, a ne? In
Torej, v sredini 15. stoletja smo dobili prvi pravi učbenik vseh teh številnih spoznanj, kaj lahko se zdravilne vode dajo, kaj lahko balneologija in potem terapija prinese, ker imamo tega Giovannija Micheleja Savonarola, ki je prvi zapisal tako imenitno znanstveno analizo pač v tistem času zdravilne moči raznih kopeli. Tukaj imamo potem še turško kopel ali hamam, kjer gre vedno za toplo vodo. To vemo, tople kopeli, tako kot je tudi savna, topla, ali pa hladno, toplo lahko. In torej, tako kot se je družba spreminjala, kot so različne zunanje okoliščine spreminjale, tako se je tudi odnos pravzaprav do telesa spreminjal, do recimo raznih zdravilnih metod znotraj tega. In renesančni čas je bil tisti, ki je bil pravzaprav zelo obremenjen z eno novo boleznijo, ki je prišla iz novega sveta, kot so rekli odkriti Ameriki, in sicer je šlo za sifilis, ki je bila spolno prenosljiva bolezen, in ker so se ljudje prej zelo veliko družili v toplicah, ker pač doma tudi seveda ni bilo vodovodov, in so se tukaj in kopali in umivali, in ni bila samo zabava ali pa recimo terapija, ampak tudi umivanje, čistoča, higiena. Je potem malček zamrlo to srečevanje v toplicah in se je potem ponovno v razsvetljenstvu, ki spet več pozornosti človeku prinaša in ga bolj spoštuje in se trudi zanj, se toplice ponovno začnejo bolj pojavljati in se s tem tudi počasi pojavi iz tega 18. stoletja, 19. stoletje, o katerem je že gospod Zavodnik malo govoril, in sicer o tisti neki novi, tudi vsaj malček bolj analizirani hidroterapiji. In tukaj recimo, če malo pogledamo, kakšna pa so ta teoretična izhodišča hidroterapije tega časa. Torej je medicinska in zdravilska metoda zdravljenja z vročo in hladno vodo. Najbolj so takrat sicer hladno uporabljali, ampak gre za eno in drugo. In gre za utrjevanje telesa. Gre za izboljšanje prekrvavitve. To je strašno važno, ker recimo, če ti hladno toplo delaš, ko ti greš v hladno vodo, se ti žile zelo skrčijo, da hranijo telesno toploto, ko stopiš v toplo, se razširijo, da oddajajo prekomerno toploto in s tem seveda ohranjajo normalno telesno temperaturo. Potem za spodbujanje presnove. Jasno, da to pač vpliva tudi na prebavila. Potem so se uporabljale kot vodne in mineralne kopelje. Tudi minerale velikokrat vsebujejo. Potem kot prhe lahko, vodni curki, razna drgnjenja, tega je bilo zelo veliko, ker to so bili hladni prostori in niso mogli recimo kar v hladno iti, ampak so se pač drgnili z mokrimi brisačami in tako poživili cirkulacijo. Potem so ovijali se, to so prisnicovi obkladki, so se imenovali, veliko so hodili po vodi, po mrzli vodi, pa potem recimo v toplo ali pa po travi in tako, po možnosti po tekoči. Potem zdravljenje z morsko vodo ima še posebej svoje specialne lastnosti, ima tudi v sebi več joda, ima v sebi več drugih mineralov in da ne govorimo tam seveda tudi o drugačni klimi. Tako da to je talasoterapija, talasa pomeni v stari grščini morje. In potem turške kopeli, kot sem že rekla, tople, razne parne kopeli, ki prav tako pospešijo delovanje predvsem žlez, znojnic in lojnic in se odpirajo in se skozi kožo izloča več raznih tudi toksinov in savne, podvodne masaže. A vidite, tako da recimo vse to z neko teoretsko osnovo vidimo, da pride, da je namen terapije revitalizirati telo, ga vzdrževati pri dobrem zdravju, tudi vzdražiti, da deluje in tudi povrniti zdravje, kjer seveda gre predvsem za zdravljenje, oziroma ohranjati preventiva, v dobrem stanju človeka držati. In hidroterapija je lahko učinkovita pri
tudi različnih bolezenskih stanjih. Predvsem pri kroničnih boleznih, recimo tukaj imamo izpostavljeno revmatske bolezni, razne vnetje sklepov, artritise, sprošča tudi seveda mišice, težave s prebavili ali dihali lahko zdravimo, tudi različna bolečinska stanja, ampak jasno z ustreznimi indikacijami. Ne gre vse povprek nekaj, kar imaš hudo vneto in tako naprej, ne smeš dati v nekaj vročega, ker to bi še pospešilo, pa še poslabšalo stanje. Uporaba te hidroterapije je lahko zunanja ali notranja, kar recimo lahko pri tem pomeni, ali gre za pitje, lahko iz virske vode, lahko mineralne vode, recimo številne terme, mi imamo pri nas recimo Rogaško Slatino, Donat in tako naprej, veste, koliko se tukaj recimo veliko te mineralne vode pije in je to imenitno, ker se pač lahko pije, lahko je pa tudi notranje, tudi recimo klistirji, predvsem klistir za debelo črevo je lahko zelo koristen, veliko se ga tudi uporablja ali ob zaprtju, ob stipaciji, ali pa tudi recimo pač za čiščenje, ker pač se zadržujejo, blato se velikokrat zadržuje in s tem recimo se pač organizem čisti. Mineralne vode morajo izhajati iz naravnega izvira in morajo priti skozi vrtino, da izpolnjujejo ta pogoj, neko geološko poreklo morajo imeti in po fizikalnih ter kemijskih lastnostih se morajo razlikovati od vodovodne vode, morajo imeti nek drugačen zdravilni učinek. In pridemo do tega Prisnica, Vincenza Prisnica, šlezijskega zdravilca, kmeta, ki je videl, kako pravzaprav se lahko z vodo pomaga. On je ugotovil, videl je pravzaprav eno divjad, mogoče je bil jelen ali pa srnjak, viri različno poročajo, kako je ta prihajal do vode in kako je pač tam v tisti vodi si pozdravil neko rano in potem je tudi sam, ker je neko vprego vodil, pa so ga ti konji poškodovali, si je rebra polomil in je potem sam se začel ovijati z mokrimi, temi močnimi obvezami ampak v enem letu pravi pozdravil ta rebra, ki bi morali biti tudi sicer pozdravila se v enem letu, zacelila. Kakorkoli, gledajte, on se je na osnovi tega, kar je ugotovil, odločil za hidropatsko pot življenja in uporabo mrzle vode, kjer je nekako čutil, da mora priti do neke točke, kjer se začnejo izločati toksini. Temu so kriza rekli in je rekel, da mora gnoj iz telesa in tako, to so različno poimenovali. Težko so, seveda v tistem času se niso šli znanstvene medicine in niso mogli tega znanstveno dokazovati. Ampak torej temelji njegove hidropatske prakse so vsebovali tudi preprost življenjski slog s skromno prehrano, vodne kopeli in pitje velikih količin vode, pa tudi hojo. On je bil zmeren pri tem svojem zdravljenju z vodo in zato tudi je pravzaprav bil zelo sprejet. In on tudi velja v začetku 19. stoletja za novega pionirja hidroterapije in teh vodnih terapij, ki so vmes malce zaspale. Tukaj malo poglejmo, kako pravzaprav se je tega loteval. Posamezne dele telesa je pri tem recimo namakal. Lahko roke, lahko recimo samo ovite dlan, lahko recimo komolce, spodnji del ali dve nogi, ali so jih oblivali recimo z vodo ali takole po celem. In potem pa seveda greli. In kako so jih greli? Tako da najprej so jih ovili v te neke mokre rjuhe in potem fajn s toplimi volnenimi odejami pokrili in pustili, da so se pošteno preznojili in potem ta znoj iz tebe odtrli in s tem seveda tudi detoksikacijo opravljali, številne toksične snovi iz telesa spravili. Glejte, tako veliko termalno zdravilišče je v Jeseniku ali Bad Grefenberg se imenuje pri Olomoucu na Češkem, od koder je bil ta Vincenz Prisnic doma. In po Prisnicu se je potem pravzaprav ta kura začela širiti naprej in bavarski pastor, bil je protestantski duhovnik, Sebastian Knajp, je pravzaprav Prisnica
vzel za svojega učitelja, on je v iste stvari verjel, tudi sam je bil tuberkulozen in blago obliko jetike bi naj imel in pravi, da se je šel v Donavo nekajkrat kopati, da je pač v hladno vodo in da je intenzivno plaval in to ponavljal več dni zapored in tako naprej in on je verjel, da se je pač s tem pozdravil, tako da je dodal tem svojim podobnim pogledom, kot jih je sicer Prisnic uporabljal, še zdravilna zelišča, zdravljenje zelišči pa imenujemo fitoterapija. In tukaj zelo poudarjam, ta je pomembna. Še danes je okoli 60% vseh farmacevtskih preparatov izdelanih iz naravnih zelišč. Narava ima res svojo izjemno zdravilno moč. Vis medicatrix nature pravimo, ne? In gledajte, tukaj je nekaj slik iz tega Knajpovega načina. On je predvsem govoril o tem, da je treba po hladni vodi hoditi, a ne pa potem tudi po topli, pa spet takole, a ne, rok delno namakati se in veliko vode piti. Pit, a ne, pitje vode in torej ta izraz knajpanje, ki se je odomačil in kot je gospod Zavodnik rekel, mi bi lahko mogoče riklanje rekli, pa se to pač ni udomačilo, a ne, ampak pomeni pač utrjevati telo s hladno toplim, a ne, savna ima recimo pravzaprav podoben način, tako da poglejte, kako po svetu povsod obstajajo pač neke metode, ki imajo nek osnovni isti princip, so pa potem modificirane glede na to, a se to nekje na severnem polu dogaja ali nekje v vročem jugu, a ne, da pač na koncu telo regenerirajo, da mu odplaknejo toksine, da mu večajo telesno odpornost, da mu dajejo boljšo imunost. Takole recimo izgleda tale Bad Wörishofen, kjer je Knajp delal, a ne, tako so prikazovali v tistem času, kako se kopajo oziroma kako si močijo noge. In seveda pač v duhu, bom rekla, noše tistega časa, garderobe tistega časa, drže dobe, vsaka doba ima, a veste, svojo moralo, ima svoje poglede in nobene stvari ne smemo ocenjevati izven duha tistega časa, a ne. Zeitgeist, kot temu recimo v tem nekem bolj germanskem prostoru rečemo, je tisto, kar moramo obvezno upoštevati, sicer težko razumemo, zakaj so neki tako počeli. Tudi tukaj poglejte ta bosa hoja, a ne, po recimo mokri travi ali pa recimo potem po vročem recimo pesku, kamnih in tako naprej, je nekaj, kar je tudi spodbujalo telo k temu, da se je pospešila prekrvavitev, da so se pač ljudje počasi bolje počutili in tako nekako bolj alegorično predstavljajo gospoda Sebastiana Knajpa kot hidropata, kot nekoga, ki pač zdravi z naravnimi metodami zdravljenja in tudi v silno preprostem jeziku te svoje stvari popisuje v svojih knjigah. Poglejte, tukaj bi rada povedala, kako se je pravzaprav to širilo, da vidimo Knajpovo kopališče pod Rožnikom v Ljubljani. To so Koseze, Mostec se tam reče, tam je voda tudi, a ne? In poglejte, to je bilo ob koncu 19. stoletja, a ne? So tako ljudje enako prihajali, to so bili izviri vode in so tukaj hodili po tej vodi in pravzaprav se šli iste stvari, kot so se dogajale recimo potem že v glavnem vse bolj široko v germanskem prostoru, pa tudi anglosaksonski prostor je imel te stvari, potem razširjene. Prisnicova metoda je tudi v Ameriko šla naprej, a ne, in tako. Poglejte, tole je pa recimo v Kamniku, zdravilišče v Kamniku, ki je prav tako bilo zgrajeno 1876, gledajte, to je Riklijev čas, a ne, in tudi upošteva že te metode hoje po hladni vodi, potem sončenja in podobno, ne. Tako da ta duh časa in tudi novih pogledov se širi tudi v širši slovenski prostor, poleg mednarodnega. Zdaj, torej, klimatsko zdravljenje, širše rečeno atmosfersko zdravljenje, vse, kar nas obdaja, atmosfera, a ne, kaj pravzaprav je to? Tukaj recimo gre za dve temeljni metodi, eno je helioterapija, helios je grško sonce, a ne, klima je pa ves ta zrak in tako naprej in sonce ima tudi svetlobo, a ne. Tako da jaz mislim, fiat lux, naj bo svetloba, a ne, svetloba, vedno rečemo, ko želiš upanje, a ne,
glej v svetlobo, naj bo luč, naj bo, a veste, čutimo v tem, da je tukaj nekaj velikega, svetloba. Ne? In kaj so potem pravzaprav temelji teh metod? Ali imajo te metode tudi neko znanstveno podlago? Zakaj so jih recimo uporabljali? Niso jih znali tako analizirati, kot jih danes razumemo, ampak so čutili, gre za izkustveno spoznanje, gre za empirijo. A ne? Torej, sončna svetloba je od nekdaj obstajala kot vir življenjske energije in zato je bila od nekdaj zdravilna. In nekateri celični procesi vemo, da tečejo izključno samo pod vplivom sončnih žarkov, tako recimo fotosinteza v zelenih rastlinah, a ne? In prav tako recimo strašno pomembno je, da D-vitamin iz provitamina D, ki ga imamo v telesu, ne more nastati brez sončne svetlobe. In D-vitamin je strašno zdravilen. To so bile Nobelove nagrade, a veste, za te vitamine, ko so se v začetku 20. stoletja odkrili in tudi prav naš Nobelovec Friderik Pregl, letos je 100-letnica podelitve Nobelove nagrade za kemijo, ki jo je on dobil v Ljubljani, rojeni zdravnik, ki je ene nove torej metode mikroanalize vpeljal, da se je lahko zelo majhnimi količinami snovi iz telesa jih analiziralo. On je pospešil tudi odkritje vitaminov in hormonov in encimov, torej snovi, ki so v neskončno majhnih količinah, ampak ti vitamini so prinesli ogromno zdravja. In tukaj gre spet torej za tisto, kar so ljudje videli od zunaj. A ne? Ugotovili so, nekaj pomaga, kako niso vedeli. In poglejte, s pomočjo vitamina D rastejo kosti, rastejo zobje, bolje delujejo mišice, preprečujemo rahitis. Rahitis je bila strašna bolezen, ki se je pojavila v času industrializacije družbe 18. stoletja, kjer so recimo v Angliji prve tovarne naredili, parni stroj in tako naprej. In so imeli starši otroke ob sebi v tovarnah cele dneve v zaprtih prostorih in so ljudje, otroci so postali čisto skrivljeni, čisto zgrbančeni, hrbtenica se je ukrivila, stegnenice, goleni in tako naprej so ratale upognjene, sabljaste in tako naprej, zato ker ni bilo sonca, niso pa vedeli zakaj. In to je rahitis. A ne? To so tukaj nekako ugotavljali. In ta imunost, o kateri smo zdaj med covidom toliko slišali, in D-vitamin, in visoke doze D-vitamina, to je bilo nekaj, česar niso znali poimenovati v Riklijevem času. Ampak je velika stvar bila to, da si ti nekaj videl in da si znal te stvari integrirati v svoj pristop. Tako da to so velikani, ki znajo iz nepojasnjenega pravzaprav neke nove teorije delati. In se jim je treba prikloniti. Ne? In seveda na tem čudovitem blejskem koncu to sonce, a veste, to je res, to je nekaj enkratnega. Če nadalje pogledamo, kakšne so tukaj znanstvene osnove, glejte, zdravljenja svetlobo ali helioterapije. Torej, znameniti, to je bil Islandec, potem je pa na Danskem pravzaprav živel, Niels Rieberg Finsen. On je bil prvi, ki je odkril, da se pravzaprav s svetlobo lahko zdravi različne kožne bolezni. Takrat je bila tuberkuloza razširjena in kožna tuberkuloza je bila zelo pogosto prisotna, ne samo pljučna, ki jo najbolj poznamo. A ne? In on je ljudi izpostavljal sončnim žarkom, seveda v pametni dozi, in pri tem pravzaprav ugotovil, da se ta lupus tuberkulozni zelo pozdravi in je tudi potem dobil celo, poglejte, Nobelovo nagrado, ker je vpeljal novo metodo zdravljenja s svetlobo. To, kar je Rikli uporabljal, je bila 1903 podeljena Nobelova nagrada. On je pa to že odkril 1893. Ne? Zdaj ne verjamem, da je Rikli bral Finsna, ne? Ampak skratka, eden je empirijo imel, drugi je pa še znanstveni inštrumentarij zraven imel. Ne? Torej, utrl je tudi naprej pot s svojimi spoznanji k odkritju rentgenskih žarkov, k odkritju gama žarkov Becquerela, kjer sta spet dve Nobelovi nagradi bili za to odkritje.
In poglejte, take svetilke potem posebne je izdelal Finsen za zdravljenje kožnih sprememb, s točno določenim spektrom svetlobe. Veste, to se danes nam zdi nenavadno, ampak a veste, mi danes laser uporabljamo. Z laserjem ogromno stvari zdravimo. In kaj imamo pri tem laserju? Torej, zdaj točno vemo, da je zdravilna moč svetlobe pač v različnih spektrih. Ima sončna svetloba vidno rdečo svetlobo, ki ima daljšo valovno dolžino 680 nanometrov in prodre recimo do 10 milimetrov globoko. Potem imamo infrardečo svetlobo, ki ima večjo, torej valovno dolžino 900 nanometrov in prodre lahko do 40 milimetrov globoko. In obe se uporabljata za lasersko zdravljenje. V wellnessu boste vi zelo veliko laser uporabljali in boste marsikaj tudi z laserjem, mora biti to v pomoči seveda tudi zdravnikom in zdravstvenega osebja. In ne smemo pozabiti, da recimo so zdravilišča mesta, kjer je veliko tudi fiziatrov zaposlenih, veliko različnih zdravnikov zaposlenih, tako da gre gotovo za sodelovanje enih z drugimi, in se to potem pač zdravi in je to nekaj čudovitega. Torej, tukaj je spet neka osnova, o kateri prej nismo vedeli. Nadalje ima svetloba monohromatsko svetlobo ali near infrared, ki je pa učinkovita celo pri zdravljenju recimo sladkorne bolezni. In gre pri tem za, recimo v primeru, če po nogah ne čutiš bolečine, če ničesar ne čutiš, gre za degeneracijo, za poškodbo živcev, ki so daleč stran od telesa, periferni živci, temu rečemo periferna nevropatija, zato ker pri sladkorni bolezni je vse ožilje okvarjeno, in dobi malo prehrane in živci počasi propadajo. In če recimo 12 takih obsevanj se dela pri tej periferni nevropatiji, skoraj da se regenerira te živce periferne. To je nekaj neverjetnega in to je čudovita zdravilna moč svetlobe. Nadalje se izboljša mikrocirkulacijo, prav tako, torej drobna cirkulacija na kapilarni ravni, ki pospeši, predvsem recimo spet, če pri diabetikih gledamo, oni imajo velikokrat težave z ranami, lahko recimo na stopalih, lahko na golenih, in s tem zdravijo tudi te številne rane in pri tem tudi rastejo nove kožne kapilare, ki so še kako pomembne, da recimo pride do nove prekrvavitve. In kaj je potem poleg helioterapije ali terapije s soncem, s svetlobo, kaj je še potem ta klimatoterapija, klimatska terapija? Tukaj imamo pa potem delovanje svežega in čistega zraka brez alergenov, pri ustrezni temperaturi, ne sme biti prevroča, ne sme biti prenizka, primerna zračna vlaga. Če je zrak zelo vlažen, veste, da človek težko diha in da to ni pravo za zdravljenje. Primeren, ustrezen veter, primerno toplotno sevanje, neokrnjena narava s čisto vodo. To so ti temelji. In temperaturne razlike so potem pomembne za spodbudno kroženje, cirkulacijo krvi, ki daje ta poživljajoči učinek, ki ga potem čutimo. Wow, prišel sem čisto prenovljen, šel sem v hrib, preznojil sem se, prišel sem nazaj, jaz sem se napil vode, sem se stuširal in sem kot nov. Preventivno klimatsko utrjevanje v tem hladnem okolju, recimo, da je bled bolj hladen, tudi poveča splošno imunost, izboljša prekrvavitev in je uporabno za zdravljenje bolezni dihal, kože, psihofizičnih težav. In tako, torej, telo vsak dan več tednov zapored izpostavljamo hladnemu in čistemu zraku, da pride do te večje telesne odpornosti in tukaj najdemo spet Riklijev princip, ki ga je on intuitivno, ne samo intuitivno, on je to pravzaprav empirično preko svojih varovancev spoznal. Glejte, rada bi še poudarila, kako pravzaprav 19. stoletje je čas uporabe klimatoterapije in helioterapije, torej atmosferskega zdravljenja. Tukaj imamo pred sabo golniško protituberkulozno zdravilišče, ki je delovalo od leta 1921 naprej in kjer so zdravili bolnike zunaj, so bili na zraku, poleti in pozimi, v mrazu in v toplem in dihali svež zrak in bili izpostavljeni soncu.
Poglejte, to so bile take lope pred tem, preden je bilo čisto zgrajeno zdravilišče, enkrat jih je potem en hud vihar podrl, pa so jih potem takole zgradili, a ne. In to ni bilo samo pri nas, to je bilo povsod po svetu. Glejte, tukaj recimo zdravijo kostno tuberkulozo, a ne. Sončenje otrok s kostno tuberkulozo je Kraljevica na Hrvaškem. To je znamenito zdravilišče bilo za kostno tuberkulozo v 30., 40., 50. letih, a ne, pred odkritjem streptomicina kot antibiotika proti tuberkulozi in drugih protituberkuloznih zdravil. In tukaj recimo vidimo spet take ležalne balkone v Valdoltri, bolnišnici za prav tako tudi kostno tuberkulozo, so tukaj kasneje zdravili, a ne. In tako da vidimo, kako so znali uporabljati, torej vse te elemente, ki sem jih naštela, od pravih vrst žarkov do D-vitamina, a ne. In poglejte, to recimo je pa eno tako veliko klimatoterapevtsko zdravilišče v svetu, bilo jih je vse polno naokrog, Davos je imel eno tako znamenito protituberkulozno tudi zdravilišče z velikimi ležalnimi lopami, tudi Arosa, a ne. Tukaj je tudi celo nastalo eno veliko znamenito delo Thomasa Manna, Der Zauberberg, a ne, ali Čarobna gora, Nobelovo nagrado je dobil in popisuje življenje teh jetičnih bolnikov, tuberkuloznih bolnikov, ki so tudi po 2 leti se zdravili in so se zdravili s klimoterapijo, a ne. Tako da so to velike stvari, ki so del pravzaprav zdravega načina življenja, ampak tudi seveda zdravljenja. Gibanje ali lahko bi tudi recimo še kinezioterapija rekli, lahko bi rekli danes fitness v modernem izrazu, a ne, je tudi nekaj, kar je prastaro in kar čutimo vsi, a ne, da pravzaprav je pomembno. In če recimo bi kot neko zgodovino rekreacije gledali, bi rekli, da pravzaprav so bile sprva te neke človeške aktivnosti bolj preživetju namenjene in je veliko se gibal in je veliko hodil in mu je to bilo nekaj vsakdanjega in se tudi ni mogel rediti in je bil, a ne, glede tega veliko bolj fit. Medtem ko z zmanjševanjem fizičnega dela, vse bolj sedečim načinom življenja, s takim, kot ga pa recimo danes še posebej pred ekrani živimo, a ne, pa je gibanje tisto, ki pravzaprav mora biti dodano k našemu zdravemu načinu življenja in tudi recimo to gibanje je bil pomemben integralni del Riklijevega zdravilskega pristopa, a ne. Torej gre za pravo mero rekreacije, ki človeka psihofizično in tudi duhovno utrjuje, potem z znojenjem izloča toksine, deluje protistresno, utrjuje voljo, v skupini prinaša tudi tisto socialno, prijazno razpoloženje, a ne, veder duh in tudi hormoni sreče se pri tem sproščajo, tako da glejte, kako pomembne stvari so, če to poskušamo analizirati, kaj lahko pri tem se povemo. Človek je bil skozi zgodovino zelo veliko lačen in ogromno smrti je bilo posledica lakote. Tako da dietoterapija je nekaj, kar je novejšega datuma, a ne? In tukaj recimo je pač del tistega na krožniku, kar je Rikli ponujal. Prej smo lepo slišali od gospoda Zavodnika, da je Rikli 19 let bil vegetarijanec in tukaj bi dodala, da potem je pa čutil, da pravzaprav se ne počuti več dobro. In je ugotovil, da rabi beljakovine. In je začel jesti mešano prehrano. In je tudi svoje najprej, torej vegetarijanske jedilnike spremenil in vanje dodajal tudi beljakovinsko hrano. Mi vemo, da seveda brez esencialnih aminokislin, ki se nahajajo v živilih, je marsikdaj veganska ali pa samo vegetarijanska prehrana tista, ki tudi vodi do pomanjkanja določenih snovi v telesu, ki lahko vodijo v bolezni. Tako da tukaj je recimo slika iz knjige o Arnoldu Rikliju, gospoda Zavodnika, in poglejte, ko si ti človeka, recimo, da je prišel na enomesečno Riklijevo kuro, ko si ga gnal vsako jutro v hrib, uro pa pol, pa še nazaj, pa ko je dobil samo zelo skromen zajtrk, pa potem še eno skromno malico, pa en ne prav prevelik obrok za večerjo, ali pa celo kočerjo kot kosilo in večerjo hkrati. Seveda ob vsem tem, a ne, in ob prepovedi alkohola, prepovedi mesnih živil, so ljudje zelo shujšali. In Riklijeve kure so bile
moderne, v današnjem pogledu, moderne kure sproščanja, hujšanja, gibanja, razbremenitev vsakršnih psihofizičnih in duhovnih, a ne? In je tudi tukaj en tak pogled na to, a ne? Torej, nekoč in zdaj, ne, einst und jetzt, tako da poglejte, Arnold Rikli je torej res ustanovil tak naravni zdravilni zavod za heliohidroterapevtsko zdravljenje, v katerega je znal integrirati vse to, kar smo danes tukaj videli, že tudi pri gospodu Zavodniku. Poglejte, povedal je tudi, da je imel svoje vzornike. Vsi so brali, a veste, vsi so bili pismeni in so pač vedeli, da pravzaprav je že veliko znanega, ne, in da se tople vode pač ne odkriva, toplo vodo je treba uporabljati, ne. In tako da recimo ta Munde, Karl Munde, ne, je recimo, on tukaj je že te stvari govoril, torej knjiga za tiste, ki bolehajo za boleznimi spodnjega dela telesa in takšni, ki so oslabeli zaradi duševnih naporov, težav in skrbi, razuzdanosti v ljubezni in preobilju v jedi in pijači, 4 razprave o zmernem življenju s hidropatskimi navodili in drugimi opažanji. Torej, zmernost vsem. To je eno tako zlato pravilo, ki ga pravzaprav mladost težko razume. A ne? Bolj ko si zrel, bolj čutiš, kako je ta zrelost res nekaj pomembnega. Tako da ti vodno-zdraviliški zavodi v Grefenbergu in Prisnicova metoda zdravljenja so bili nekaj tistega, kar je tudi Arnold Rikli integriral v svoje delo. In tudi vemo, da pač najprej je to precej intenzivno uporabljal, potem je pa postopoma spoznal po skoraj desetletju, da je to premalo oziroma da je to preagresivno in da je treba pač še druge stvari upoštevati, da je zdravljenje veliko več kot samo knajpanje, hlajenje, gretje, a ne, hoja. Tako da je še Rause upošteval, ki je bil reformator vodnega zdravljenja, torej voda je seveda koristna, a ne, Rikli pa pravi, še višje pa je postavljen zrak, a najvišje svetloba, a ne. Tako da, gledajte, ta Rause je torej tisti, ki mu je tudi pri tem pomagal, ampak seveda Rikli je te stvari potem v praksi uporabljal. Malo preletimo še slike, ki smo jih pravzaprav že videli, sončenje na strehi njegovega zdravilišča. Potem zdravilišče znotraj take kopeli so bile. Vse je bilo moško-žensko ločeno, vse je bilo zelo diskretno glede tega, a ne. Potem to atmosfersko zdravljenje, ki sem ga pravzaprav zdaj vam že povedala, a ne, in je on pač to začel še bolj intenzivno uporabljati in gradil tele zračne lope in zgradil takole, vidite, tako so bile lepo ob jezeru, a ne, in so tukaj potem bivali njegovi klienti, tako so izgledali, principi so bili pa ves čas. Torej, najprej bila vegetarijanska prehrana, sončne, zračne, vodne kopeli, klimatska terapija mesec dni trajala, stroga pravila, strašno stroga pravila, prepoved tudi neke nobel garderobe, a ne, a veste, tako da glejte, tukaj še enkrat poglejmo, kam je gnal svoje kliente in tukaj, kako so izgledali in kako so bili revolucionarni v svoji garderobi in poglejte, v Rogaški Slatini so kmalu tudi potem začeli to uporabljati. In tako da tukaj še malo lepote tega Bleda. In na koncu lahko rečemo, kot hraber vojak sem se leta in leta boril za naše visoke stvari, pretrpel veliko ugovarjanj krivic, prav tako preganjan, po eni strani sem bil imenovan kot stvarnik zdravljenja s pomočjo sončne svetlobe, po drugi strani pa doživel tudi marsikatero priznanje in toplo hvaležnost. Umrl bom z zadoščenjem, da moje delo ni bilo brez razloga. In tako, gledajte, vedno znova v tej enako prepričljivi pozi ga tukaj vidimo, kako kot mladenič in potem tudi kot zrel v klenih, torej zrelih letih čuti isto stvar, a ne. Tukaj je potem, tu je torej stara, še njegov star, bomo zdaj rekli par kotel na njegov Riklijev, medtem ko tukaj potem ta nov. To povem zato, ker je star oče mojega moža, Josip Slavec, gradbeno podjetje Josip Slavec to gradilo in je imel hude težave, takrat, ker je pač vojna prišla, a ne, in je imel s Kendo ene ne preveč prijazne dogovore. Takole, poglejte, torej končujem. Knjiga po sledeh Arnolda Riklija je pravzaprav ena zahvala izjemnemu zdravilcu, ki se je kot gladiator pravzaprav boril proti vsem, ki so mu nasprotovali, bil je vernik svojega. On je v to iskreno verjel
In to ni bil glede tega pokvarjen, ni bil podkupljiv. Je pa izbiral svojo klientelo, ni vzel kogarkoli, zelo bolnih nikoli ni vzel, k njemu je prihajala mondena gosposka iz sveta, prihajali so ljudje, ki so bili zelo petični, ki so si lahko privoščili to, in ki tudi so pravzaprav slavo tega ponesli v svet, tako da tudi Monte Verita pravzaprav prihaja iz tega, in mu moramo biti hvaležni za vse to, kar je naredil, in si reči, dajmo v današnjem času, ko je promocija zdravja nekaj velikega, ponovno, živo vpeljevati vse, ne samo vpeljevati, živeti vse te velike metode, ki jih je pravzaprav že Rikli brez znanstvenih osnov lahko ljudem pokazal in bodo ti gospodje trebušnjaki pravzaprav spet zdravo živeli in bodo veseli. Mi pa v duhu 200-letnice Riklijevega rojstva lahko samo rečemo, da moramo biti veliki, ponosni nasledniki njegove žlahtne dediščine, da je znal v svet ponesti to atmosfersko zdravljenje, ki za nas predstavlja nekaj, na kar bomo iskreno ponosni. In bomo Rikli in Bled nenehno, še posebej mlade generacije, povezovali z vsem tem, kar smo danes tukaj slišali in kar tudi ste v sebi gotovo že ponotranjili, tako da čast in slava ter velika hvala vsem, najprej Rikliju, da je to naredil, na to njegovim naslednikom, ki so to ohranjali, in seveda sedanjim revitalizatorjem za ta svečani trenutek. Hvala vam in srečno.